Mariborski župan je v podelitvi mestnih pečatov Maribora dvema izjemnima strokovnjakoma na njunih področjih, Matjažu Keku in Matjažu Vogrinu, dejal, da je zaradi njiju Maribor boljši. Dr. Vogrin je po njegovem eden tistih, katerih delo se včasih ocenjuje kot samoumevno. Vemo, koliko je pa tukaj potrebnega znanja, psihologije, povezovanja, da športnika pred tekmo pripraviš tako, da lahko da vse od sebe. Je seveda tudi odlično smo sodelovali v času covida, ko je bil strokovni direktor UKC-ja. Deluje tudi na univerzi medicinski in na inštitutu za šport in medicino. In je pravzaprav en ključnih ljudi tudi, kar se tiče priprave olimpijskih športnikov, bil na večjih olimpijadah, na evropskem prvenstvu, tako da je ena izmed ključnih oseb v športu od zadaj. Dr. Matjaž Vogrin je dejal, da je bil zelo presenečen, ko so mu povedali, da bo dobil mestni pečat. Nekako se mi zdi, da ne spadamo v isto kategorijo, da je Matjaž, ki ga izjemno cenim, ga dobro poznam in ga kot človeka in kot strokovnjaka izjemno cenim in ga postavljam zelo, zelo visoko. Se mi zdelo, da je nekako neprimerno, da dobim jaz tudi to nagrado sočasno. Pa sem začel razmišljati vendarle, da to ni nagrada samo meni, ampak da je to nagrada razvoja nekak športne medicine pa ekipe, ki nisem jaz sam, ampak vsa ekipa stoji za mano. In v zadnjih 25-30 letih je dejansko tukaj prišlo do velikega napredka, ne samo v kliničnem delu, vsakdanje delo, operacije, klinični pregledi in tako naprej, to delam vsak dan. 25 let že dela v nogometnem klubu Maribor, 15 let že v slovenski reprezentanci, tudi na nekaj zadnjih olimpijskih igrah je bil. Poleg tega je tu pomembno delo na medicinski fakulteti, ne samo poučevanje študentov medicine, pa tudi fizioterapije, ampak tudi delo na inštitutu, znanstveno-raziskovalno delo, pa celostno delo z športniki, ne samo ortopedija, fizioterapija, ampak tudi prehrana, fiziologija in tako naprej, in pa nadgradnja znanstveno-raziskovalno delo. Skratka, tega se je v teh letih nabralo. Delujem tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije kot vodja medicinske komisije. Tu smo vzpostavili tudi sistem, ki skrbi za športnike, vrhunske športnike v celem obdobju med olimpijskimi igrami in na samih olimpijskih igrah, tako da dela je na vseh področjih dosti. Župan je poudaril, da pri Matjažu Keku njegovi uspehi govorijo sami zase. Tako kot igralec, kot trener v našem klubu Liga prvakov prvič, kot potem prvič selektor državne reprezentance, ki je bila takrat najvišje uvrščena na svetovni rang lestvici, pa potem neverjetno uspeh premagati, postati državni prvak na Hrvaškem, kjer je Dinamo pravzaprav tista institucija, je tudi nekaj fenomenalnega, in potem to, da se je vrnil nazaj in povezal te takrat še malo mlajše fante v takšno ekipo, ki na evropskem prvenstvu so bili 3-krat neporaženi proti dosti močnejšim reprezentancam, govori pač o tem, da svojega dela ne samo delajo, ampak da so pri njem tudi učinkoviti. Za Matjaža Keka je voditi slovensko nogometno reprezentanco več kot služba. To je zanj način življenja. Ti se ga pač moraš navaditi, če hočeš, da pustiš neko sled, ali v pozitivnem ali pa v negativnem predznaku. Kaj pa mi pomeni služba, jaz sem že tolikokrat povedal, da je to en velik privilegij biti selektor svoje državi, tudi pustiti nek pozitiven pečat v določenih momentov, ampak so pa tudi, kot so že rekli, tisti momenti, ko pa ni ravno fajn, ampak način življenja, ki sem ga sprejel jaz, ki ga je sprejela družina. In kako zdaj gleda na svoj Maribor in tudi na nogometni klub Maribor? Enostavno se ne da mimo Maribora kot mesta, v katerem živim, in pa nogometnega kluba, katere del je bila vedno tudi družina. Jaz nikoli nisem rekel in nikoli ne bom, da navijam vsem srcem za Maribor, da sem vijoličen po duši. Situacijo, v kateri je zdaj klub, ne poznam dovolj dobro, da bi lahko karkoli ocenjeval, sem samo tisti, ki službeno gre na en način pogledati, kot Mariborčan, kot nekdo, ki je dal kar dosti klubu, pa tudi klub meni, pa na drug način, in treba vse to skupaj ločiti. Poudarja, da je zelo vesel, da je nogomet še vedno popularen v Mariboru in da je del življenja Mariborčanov in Mariborčank. Jaz upam,
čim prej tudi z naslovom državnih prvakov, potem kakšen evropski rezultat. Kot Mariborčan pa gledam mesto vsak dan z najlepšim možnim pogledom, ker enostavno je to moje mesto, enostavno je to tisto, kar mene dela srečnega, zadovoljnega. Tudi to danes je predvsem neko notranje zadovoljstvo in pa nek ponos, ker če si nagrajen s tako prestižno nagrado v svojem mestu, se zame osebno to pomeni največ. Matjaž Vogrin in Matjaž Kek sta velikokrat tudi sodelovala skupaj, čeprav sta strokovnjaka vsak na svojem področju. Kek je tako doktorja pohvalil in dejal, da se njuna povezanost vidi skozi daljše časovno obdobje.